pa vem, kaj bi zdaj nekdo rekel, je pa 5 pa nazaj. Ne, meni je tle lepo. Meni je tle lepo. Jaz želim tle ustvarjati, pa to je moj dom. Tle sem se rodila. Veš kaj, prideš v studio, si v stiku z različnimi producenti, ki ni nujno, da ima vsak vedno samo namen, da na tebi vidi, da dobro poješ, da si muzikalen, ne, da imaš to v sebi glasbo, ga zanima mogoče še kaj drugega, ampak te pa kdaj tudi kaj preseneti, ne, se pravi za kamerami, ne, je potem majčken drugače, ne, tista energija, ker rečeš, tole si pa nisem mislila, da bo ravno tako, ne, in potem pred kamero je pa spet malo drugače. Meni je bil znan, bolj se je nosil. So bili taki, ko sem prvič za njih slišal, pa so se obnašali, kada so Rolling Stonesi, tako da... Če ti povem, jamrajo pa vsi isto. Se pravi, tisti, ki pridejo, enako povedo kot jaz. Se tudi jaz nisem niti v prvi liniji, kar se glasbe tiče v Sloveniji, ker ne dobiš možnosti, niti nisem tukaj, da bi imela zdaj kak hit in podobno, ampak ustvarjam v glasbi in jaz vem, da mi kvalitetno ustvarjamo. Tisočen obraz ljubezen ima, a tvojega se ne prepozna. Srce moje nežno kliče te, za malo nežnosti dalo bi vse. Vsaka ženska močna in odločna je, ne odstopa sama od sebe. Zakaj sem jaz, zakaj ravno jaz, tako sem nora na tebe. Zapeli me, mi roko podaj, objemi me zdaj, to naj bo raj. Zapeli me, Dragi gledalci, danes je moja gostja Kaja Pavlič. Ona je glasbenica, voditeljica, tako da se bo pogovarjala malo o glasbi, malo o tem, ki je voditeljica. Pogovarjala se bo pa tudi o tem, ker je živela v Švici, tako se bo malo tudi v Švici pogovarjala. Tako da zanimivo bo, gledajte do konca. Živijo, Kaja. Živijo, Tomaž. Živijo. Hvala, ker si prišla. Hvala tebi, ker si bil za to, da pridem, ne? Da si me poklical. Ti si imel najprej pogovor z mojim bratom. Tako, ja. Pa sva se pa midva spoznala. Spoznala so se midva že tam eko resortu, ne? To pa je res, že nekaj časa. Ni nekaj, to je, ja, leto pa pol, ja. Tako, ja. Leto pa pol, ja. Daj mi povej, kako to, da si se začela z glasbo ukvarjati, pa tvoj fant Primož sta glasbenika, imata tudi svoj band, ali kako bi se temu reklo? Tako je, prej, ko si rekel Pavlič, ne, na začetku. Ja, sem kaj narobe rekel. Ne, nič, je to prav, ampak zdaj se kar vse povsod imenujem Puls, ne. Puls je ime skupine. Tako, ime skupine, se pravi dueta, ne, to, kar midva delujeva pod tem imenom, tako da mi lahko rečeš kar Kaja Puls ali pa Kaja. Bom sem Kaja rekel, ja. No. Drugače pa, kar se glasbe tiče, že čist od malih nog, da sem rada v sobi poslušala glasbo, da pač sem to pridobila, ne, ker je že cela moja familija v glasbi, moj oče je tudi glasbenik, bobnar in je praktično celo življenje že nastopa, je imel tudi nekaj svojih bendov, tako da dejansko mi je že to od malega nekako v meni glasba. Tako da, ja, moram reči od malih nog, pol pa samo skozi šolo, skozi osnovno šolo, pa naprej potem srednjo, na različnih festivalih, nastopih, v različnih sestavih, sem to nekako nadgrajevala. Pa moram reči, no, da sem hodila tudi v glasbeno šolo, v Grosuplje. To je kar ena taka zanimiva zgodba, ker jaz sem drugače iz Sevnice.
Ti bom zdaj čisto povedala, to je ena zgodba o tem, zakaj ravno v Grosuplje, ne, da so me vozili vsak teden moji starši tja. V bistvu nikoli nisem bila pristaš glasbene šole, nikoli me ni teorija zanimala, nikoli mi ni bilo to všeč. Ne. In vsi so vedno svoje otroke vpisvali v glasbene šole, ne, pa da bo ja vsak igral en inštrument. No, mene to nikoli ni zanimalo, mene je vedno zanimala glasba, petje v tem smislu. Ker sem se dobro počutila, mene je to zanimalo, ne tisto, da jaz zdaj se moram usedeti, pa da teoretično nekaj potem premlevam, razmišljam o glasbi. Ne. No, in tudi potem, ne, zaradi tega sem jaz nekako začela bolj poslušati glasbo, kot je jazz. Pa soul, pa R&B, že od malega, te ameriške pač pevce in pevke, in meni je bilo všeč, da pač po svoje priredim pesem. Ne. Tudi ko sem kakšen cover pela, ne, se pravi, to je priredba, sem vedno preuredila na svoj način. In nikoli mi ni bilo tisto všeč, da je točno po, nekih pravilih, da tako mora biti kot original, da tako mora biti kot je napisano in to. In ko sem šla v glasbeno šolo v Brežice najprej, so me stestirali, ne, in je rekla tam potem ta učiteljica petja, da bi bilo pa fino, ker ona v meni pa je zasledila, da pa malo drugače to vse zapojem, malo drugače to zapakiram, ne, petje in pesem, ki sem pač jaz njim predstavila. Če bi šla jaz profesor Ireni Vidic v Grosuplje, ker je pa ona edina bila takrat, da je v samo glasbeno šolo imela tudi možnost, seveda tudi programa jazz, soul, petje. Se pravi, da ni bilo tisto klasično, ne, ampak tudi jazz, soul. Se pravi, to je bila pol šola petja, čeprav razumem. Tako, Grosupeljska glasbena šola, smer solo petje. Koliko je bila to stara, ko si začela? Mislim, da 14 let, tako do 18. leta sem potem k njej hodila. In tam sem ogromno pridobila, se pravi, in improvizacije, in vem, da pač Irena je vedno tako pogledala, da smo nastopali z različnimi glasbeniki, z različnimi bendi, z jazz bendi takrat sestavi, tako da tam sem res ogromno pridobila. In sem še bolj v tem času, v teh 4 letih, ko smo medve ogromno skupaj delali in mi je ona ogromno dala znanja in možnosti, da se razvijem. Ker se veš, kaj je v Sloveniji? Jazz, soul. Kdo te bo pa danes to poslušal? Ne? Se veš, posluša se pop, ne? In glasba, ki gre prej v uho. Ne? Tako da ona mi je dala pa to možnost in sem dobila še tisto pol upanje, se mogoče pa le lahko delam v tej smeri, pa da se razvijem, hvala Bogu. Ne? Ogromno je odvisno tudi od učitelja, tako da tukaj se vse pol nekako začelo. Potem pa naprej, ne? Tako da najprej solo, ne, potem čez toliko časa sva se pa spoznala pa s Primožem. To je pa spet druga zgodba. Glasbe spoznala ali kako? Tako je, preko glasbe. V bistvu jaz sem posnela pred 2 letoma en videospot na eno pesem, ki sem jo delala v sodelovanju z znanimi slovenskimi glasbeniki in v bistvu se imenuje Naj Mix, lahko jo vidite tudi na YouTube kanalu, in smo snemali spot. Jaz sem bila še takrat v Švici, to je bilo zadnje leto, da sem bila jaz v Švici in pridem jaz med poletjem v Slovenijo in mi smo v 2-3 dnevih posneli v glavnem spot. Na slovenski obali je to bilo tak poleten hit, dejansko hit, ker je v bistvu skupek 5 pesmi, refrenov, ki so bili pred 20-25 leti zelo poznani, in mi smo se pa pač odločili s to ekipo, da naredimo samo refrene in jaz sem to zapela. In naredili smo potem tudi spot. Potem pa se je to vrtelo seveda na YouTube kanalu, ne, in očitno me je Primož tam tudi zasledil. In on je iz okolice Sevnice, ne, in je šel potem na moj Facebook oziroma na to stran
In je vprašal, on me je pač kliknil na Facebook strani preko Messengerja, me klikne in me vpraša, če on res prav vidi, da sem jaz iz Sevnice, ne? Pa sem mu jaz napisala, da sem, da pač tudi on je iz teh koncev, ne? Da je tudi glasbenik, nikakor ga nikoli prej nisem poznala, čeprav tudi to je zgodba, smo se midva že videla, nisem se niti ne. Vedla, ja. Tako, ja. In midva z mojim očetom, ne, Zatijem, prideva enega lepega dneva k njem. Smo se prej, pač en dan predtem smo se že videli, on je prišel k nam, nekaj smo zaigrali skupaj, malo smo probali. In potem sem nekako, ko sva midva probala še v njegovem studiu, zaigral je ta moj komad, ki bodo danes tudi gledalci slišali tvoji, zapeli me in meni je to se tako fajn zdelo in jaz rečem, evo, točno tazga gitarista bi pa jaz imela, ne. Ker se veš, kot pevki je zelo težko najti kitarista, ki te bo spremljal na vseh nastopih, a veš, težko je to, danes je to težko, preprosto težko, sploh če nisem bila v Sloveniji, da sem bila v Švici, če sem vmes prišla kaj v Slovenijo, težko je to najti, se zorganizirati. No in jaz sem takrat rekla, da tega kitarista bi pa imela, ker je res odlično to odigral, me je presenetil. In ja, tako sva pol spostavila stik. On se je še vmes nekajkrat ustavil pri nas doma, ne, ko mene ni bilo, ker pač je moj ati tudi bobnar in to, pa sta potem še tukaj ona dva malo bolj stik imela drug z drugim in tako smo pol kar porihtali, da sva se tudi midva malo bolj spoznala. Se pravi, se tudi tako da najprej na starše narediš vtis. Ja, poglej, očitno je tako bilo, ne. Lepo. Ja. Kaj si pa srednjo šolo hodila? Kam sem hodila? Ja. Ne boš verjel, hodila sem v Sevnico na turistično, na srednjo turistično. Kar vprašaj. Si se to odločila zato, ker te turizem veseli ali zato, ker je bila ta šola ravno v Sevnici? Veš kaj, tudi zaradi tega, ker mi je bil turizem všeč, sploh jeziki. Mislim, da se nikamor drugam ne bi preusmerila, čeprav kasneje potem sem naredila prekvalifikacijo za vzgojiteljico, ko sem začela delati tudi v vrtcu, ampak turizem mi je bil všeč, je pa tudi seveda bilo zaradi tega, ker so me večkrat tedensko potem vozili starši na različne nastope, pa potem na solo petje in to je bilo najlažje, da sem najhitreje doma in potem gremo popoldne naprej. Tako da iz tega tudi razloga. Si pa kdaj delala kaj v turizmu? Ali... V turizmu ne. Čeprav je imela teta gostinstvo, ampak potem naprej nikoli nisem. Sem pa delala potem v vrtcu naprej z otroki. Moja mama je tudi vzgojiteljica, tako da, tako kot sem že prej rekla, je vse povezano tudi z glasbo. Sem tudi ugotovila, da me potem tudi ta posel zelo zanima, vzgojiteljski, delo z otroki. Ogromno sem prenastopala za otroke, ogromno smo kot cela družina naredili za in vrtec in za nastope in prireditve, tako da tudi preko tega, no. Ja. Si pa še kaj šla študirati na faks? Ne, ali to nič si ne. spustila? Ne, to sem spustila. V bistvu me je 100% zanimala samo glasba, to sem že od nekdaj vedela, da želim v tem 100% delati, samo sem razmišljala, kako bi čim hitreje do tega prišla, na kak način. Pa se da to hitro prideti? Oziroma ja. nekatere en hit katapultira, ne, tako da... Ja, nekatere že, ja. Tako ni, meni osebno, mi smo rabili kar dolgo časa, da smo in spoznali prave ljudi, ali pa kako ti naj temu rečem, zelo težko lahko komu zaupaš. Saj veš, v vsakem poslu, pa tudi v glasbi, pa sploh če si punca, ne. To je zelo težko, sploh če pride... Če si punca, kaj je problem? Veš kaj, prideš v studio, si v stiku z različnimi producenti, ki ni nujno, da ima vsak vedno samo namen, da na tebi vidi, da dobro poješ, da si muzikalen.
ne, da imaš to v sebi glasbo. Ga zanima mogoče še kaj drugega, pa pol jaz, ki sem tak mal bolj konkreten tip človeka, senzibilen, hitro to zaznam. In pač tukaj sem že jaz takoj naredila, da pač ne gre to. Ne. So taki primeri, so tudi kakšni drugi, v glavnem, tako kot v vsakem poslu. Drugače pa ja, zdaj čisto iskreno, ko delava skupaj s Primožem, mi je čisto iskreno lažje, ker sva dva. Ne? On se bolj ukvarja z studijskim delom, z produkcijo glasbeno, jaz pojem, vodim, imam druge stvari v glavi, ne? Ker prej, ko si sam, si popolnoma prepuščen, ne? Vse moraš sam na vseh koncih biti. In organizacija, in potem nastopanje, ne, klicati, tako da zdaj pa sva le dva, mi je nekako lažje. Sigurno. Ne? In živiva to oba dva v glavnem glasbo, tako da je tudi Primož 100% v tem in sej drugače tudi ne gre. Če bi bila kje zaposlena, mislim, da je zelo, zelo težko. Smo tudi to probavali, pa če se odločiš, da nekaj 100% delaš, potem se moraš v tisto usmeriti. Aha, se pravi, ti nisi nikjer zaposlena, ti se sam z glasbo ukvarjaš. Zdaj se z glasbo ukvarjam, imam pač svoj SP. Ja. Imaš nastope. Imam nastope, s Primožem skupaj, vodim oddajo, Puls mladih upov na Prva TV, tako. Tako da sva se usmerila čisto v to, se pravi, v to delo, da trenutno vodim in delava s televizijo, sodelujeva z njimi, nastopava. Primož dela tudi v svojem studiu, še za druge glasbenike, dela produkcijo, ustvarja glasbo. In to je to, na vseh koncih moraš praktično biti danes, ne? Enkrat sem nekje bral, da je bilo, ne vem, da za Srbijo velja, da če imaš ti denar, ne vem, za en stanovanje v Beogradu, da ti pač dajo en tak komad za ta denar, da si ti siguren popularen. Sicer nisem neki strokovnjak na tem področju, ampak bi rekel, da to drži, ne. Tudi jaz se spomnim, ko sem v diskoteko, ne, vsi te hrvaški bendi, ki so bili, so večinoma vseh teh pesmi je pisal tisti neki Toni Hulić, ali kako se piše. Tako da on je res dober delal in če si od njega dobil komad, je to. In dosti sem tudi razmišljal takole, ko so prišli ven te pesmi, te lučke, pa unati ti rožica ali nekaj tacga. Jaz sicer te muzike ne poslušam in mi ni všeč, ampak sem takoj rekel, kaj je tu genialno, tisti, ki je to napisal, je genialno napisal, ker ne, rekel, na kakšni veselic, ne, fant, punci, zapojeti ti moja rožica, ne, ali pa te lučke, ki so tukaj med ljudmi popularne, sicer tega ne zastopam, ampak vem, koliko sem jaz napisal na Facebooku enkrat, da so meni lučke brez veze, da to ne zastopam, da grem raj v naravo, ne, no in sem jih kar od 90 ali pa 95% ljudi slišal, da sem malo čuden, ker so vsi na lučke navdušeni in pač tisti, ki je sta komad spisal, je zadev v polno. Ne, tako da, ampak ne poznam pa nekih takih, mislim, ne poznam pa te slovenske glasbene scene, kdo to piše, te pesmi, pa tako. A se pol da tako, da te napiše, plačaš ta komad drago, ampak si pa pol popularen? Je to ali ni? Se da. Seveda, mi smo že tudi kaj takega poskusili, ne, v Sloveniji. Ja. Kot si prej omenil Srbijo, pa Bosno, ne. Sem imela pred 10 leti kontakt z enim hrvaškim producentom in midva z mojim očetom sva šla tudi dol, potem smo v Sarajevu v enem zelo poznanem studiu posneli 8 pesmi.
v 3 dneh. Jaz sem se pripravila, sem posnela, tudi ta pesem Zapelji me je bila najprej v hrvaščini, je bila napisana za mene. Posnela sem pesem z Mirzo Selimovićem, on je bil pa, mislim, da 2. ali 3., ki je zmagal na Zvezde Granda. Midva sva posnela pesem, duet in sem tudi tam nastopala v Srbiji. In jaz sem videla, kak je to pridih njihov glasbeni. Ne? Oni dajo glasbo na prvo mesto, ne? Zato pa oni dajo vse za glasbo, za show biznis. V Sloveniji je pa nažalost glasba na 10., 15., 20. mestu in potem se pa lučke in podobni komadi poslušajo. Ne? Tako da vse, tako kot si rekel, očitno je nekaj na tem, ampak jaz grem zdaj, ker imava s Primožem duet, ker še zmeraj na malo bolj to ziher varianto, midva kar ustvarjava skupaj. Ne? Se pravi, trenutno nisem v nobenih kontaktih z slovenskimi producenti ali pa tujimi, pa niti nimam želje, ker pač imam svojo vizijo, jaz delam za sebe, svoj stil glasbe, midva imava svojo zgodbo in to delava naprej počas. Zdaj, kdaj bo, ne vem, ne? Lahko da mi jutri rata, lahko da mi čez 5 let, ampak se s tem več ne obremenjujem, sem se včasih bolj. Ne vem, zdaj se s tem sploh ne obremenjujem, ker sva tako v poslu noter uprta, da ne rabim hita, ne rabim imeti pesmi, ki bo zdaj bila prva na lestvici v Sloveniji, ker sem poštudirala še par drugih zadev, ki se lahko v glasbi delajo, se pravi in vodenje, se pravi to neposredno, da še malo drugače obrnem v glasbenem smislu, da delam, ne, da ustvarjam ali pa delo v studiu, pomagam Primožu, ne, pri produkciji ali pa pisanju kakšnih besedil in podobno. Tako da se s tem niti več ne obremenjujem, ker imam pa tako, ne, moje mišljenje je, če jaz zdaj študiram, da pridem jutri do enega producenta znanega in rečem, lej, zdaj te lepo prosim, daj mi zrihti, da napiš mi en komad, da bo hit, ne. Res bi si želela, da je hit, pa da mi čim prej rata. Jaz mislim, da ti ne more ratati. Nikoli ne moreš vedeti. Nikoli ne moreš vedeti, tako kot v vsakem poslu, tudi v tem ne moreš vedeti. Ali je hit, malo je od sreče odvisno. Ali je od sreče tako, ne. Ker še zmeraj ni nujno, tudi če boš ti toliko in toliko denarja dal, da bo na koncu pa Kaja Puls bo pa jutri zvezda zaradi tega komada, ne. A veš. No, je pa veliko vsa ta promocija, ne, ker vsekakor, ja. Tako. Je pa tudi z glasbo tako. Slišiš eno pesem ta prvič, rečeš brez veze. Kaj pa stokrat slišiš, zanimivo, ti pa všeč rata. Ja, pa ne pri meni je še celo tako, da tisti komadi, ki so mi takoj v prvo všeč, si jih pol tukaj malo naveličam. Za ene, ki sem rabil pa dlje cajta, da so mi všeč ratali, so mi bili pol pa dlje cajta všeč. So ti bili dlje časa, ja, verjamem. In ta vajna pesem, ki ste tudi zapela, to je prav čist vajno, čist vse sta vidva naredila. V bistvu naredil mi je ta producent pred 10 leti, to pesem je že za mene prej obstajala, sem jaz posnela jo, potem je pa Primož to še malo preoblikoval, da zdaj tako zvočno se vse skupaj sliši, ne, s kitaro, z ritmom in malo majčken smo preuredili. Jaz sem pa naredila tudi slovensko besedilo. Potem kasneje sem rekla, če smo že v Sloveniji, potem pa ne morem je samo v hrvaščini, ne, naj bo še v slovenščini, da lahko čisto posod nastopam. No, kar se tiče tega, kar si rekla, ne, da je na Balkanu muzika na prvem mestu. Seveda. To sem tudi jaz opazil, ko sem še v vojski bil, ne. To so ljudje dajo, mislim, je res in glasba bolj pomembna, kot nam v Sloveniji. Nam v Sloveniji mogoče pa del bolj pomemben.
tako da pač vsak ima neke Vsak ima nekaj, prioritete, tako. ker to sem videl tiste sovojaki, ki so bili, ne, mislim, to so vsi skozi nekaj prepevali, ali pa nekaj je bilo tam odmor za kosilo, ne, pa ko smo čakali, pa je muska iz zvočnikov, ne, to so kape v luft letele, pa to, ne, in spomnim se, sem tam enega Adem Deliča iz Doba je bil, tako se dobro razumela in ki je bila kakšen komad se začel, on kar zamišljal, pa rekel, jao, slušaj, ovaj ritem, ne. Mislim, prav noter pol, ne, tako da, veš, ne, in takrat sem si jaz tudi rekel, jaz se ni čudno, so te Balkanci boljši v muski kami, ker jo imajo rajš, ne. Veš kaj, čutijo jo tudi bolj, ne. Oni so zelo emotivni, ne, čustveni ljudje so, ne. Nismo pa, vse veš, nismo mi slab narod, nič jaz ne grajam, ali pa kaj, ampak pač kot si ti rekel, so nam druge prioritete, ne, pomembne v življenju, mogoče pa res delo, pa smo... Ja, v delu smo Slovenci dobri, sigurno, ne, vsaj nekateri, ne. Tako, ampak zdaj, če se ravno v glasbi pogovarjava, je pa definitivno nižje, ko greš, bolj je to, ne, za njih. Tipično, ne, da poslušajo, imajo radi dobro glasbo in zelo hitro zaznajo. Ni važno, iz kje si. Sem prišla kot Slovenka, so me vsi odlično sprejeli. Res. Ja, saj Slovence nas na Balkanu zelo dobro sprejemajo. Tudi če greš kot turist, raj vidijo, da Slovenc pride, pa Nemc, recimo, ne, ker na Hrvaškem ni glih čisto tako, na Hrvaškem ima narajš Nemca, tle na Balkanu pa mislim, da smo pa kar Slovenci na prvem mestu. Kakšno pa drugače glasbo poslušaš? Poslušam čisto vse, kar je prav tako. Če sem že glasbenica, prav da vse poslušam, ne. Verjetno, zdaj, slovensko glasbo, da bi si ravno zavrtela doma, to ne. Poslušam pa kvalitetno slovensko glasbo, če že. Potem je to kakšen Avsenik, kakšne njihove priredbe. Midva s Primožem, na primer, sva sodelovala z enim zelo znanim slovenskim harmonikašem in smo imeli lansko leto kar veliko nastopov in koncertov in mi je bilo veselje tukaj sodelovati v tem sestavu zaradi tega, ker je bilo malo drugače, ker smo, na primer, če ti povem primer, pesem Čebelice, ne, smo preuredili na svoj način, smo zimprovizirali, smo obrnili malo melodijo, ne. In je to bilo ljudem malo drugače. Tega v Sloveniji še ni toliko, ne. Sej kdo malo spremeni tu in tam melodijo, ampak mi smo jo pa popolnoma preobrnili. Se pravi, ko poslušaš Čebelice, že na koncu ni ta melodija, ne, tipična kot je, ampak je nekaj čist drugega pride ven, pa smo se spet nazaj vrnili potem na to temo, ne. To je že malo ta jazz, soul scena, ki je meni zelo ljuba, tako da, se pravi, Avsenike ali pa zelo spoštujem, če te že zanima iz Slovenije koga, da bi poslušala Nuša Derenda, pa ne samo zaradi pesmi ali pa petja, tudi zaradi njenih delovnih manir, ker sem jo spoznala. Sva s Primožem že z njo tudi delala, tako da bila je tudi moja gostja v oddaji in ima ogromno glasbenih zgodb, tudi iz Švice, zanimiva glasbenica, oseba, faca je, to mi je všeč. In všeč mi je ta njen stil, tako da mogoče v tej smeri to, drugače pa od tujih pa vse, kar je R&B, pop, kar se trenutno posluša, kakšen dober blues, country mi je tudi všeč, akustična glasba, rock, tako da vse, kar je dobro, nekako vem, da mi zelo hitro ostane v ušesu in poslušam. Jaz vedno tako pravim, če si pevc, če se ukvarjaš 100% z glasbo, daj poslušaj vse. Ne? Se pravi, že ni pa nujno, da mi je vse všeč, ne, ampak poslušam pa probam čim bolj biti na večjih koncih, kar se glasbe tiče, da spremljam, ne, se to je prav. Ker delam tudi z različnimi glasbeniki. Ja, verjetno je res fino, da imaš širino, ja, tako. Kateri so pa trije top slovenski glasbeniki ali pa glasbene skupine tep? Men? Ja.
Ja, pa dobro, vse to smo se že zdole, sem ti malo Ja, Nuša povedala. Derendo si Dobro, omenila ona mi je druge, tako, niso. ja, najbolj, potem pa, če ti iskreno povem, se že tukaj kar zaključi, pač čisto iskreno. Pa ne, da ne bi koga spoštovala, jaz sem jih veliko imela v svoji oddaji, znanih glasbenikov in jih cenim in spoštujem, ni lahko, sploh ne tukaj v Sloveniji to delati. Jaz jih razumem, ker vem, ker pač v tem delam. Cenim in spoštujem jih veliko, da bi pa zdaj rekla, da mi je pa kdo med top 3, jih pa ne bi niti izpostavljala, zaradi tega, ker njo sem ti izpostavljala, ona mi je top, no. Se pravi, Nuša Derendo. Tako. In ti jo predlagam, da jo imaš v svoji oddaji. Oziroma podcastu. Za priporočilo. Ja. Ali pa njenega sina. Z njem pa veliko Kaj pa pojeva. njen sin dela? Njen sin je pa Matevž Derenda, on je pa tudi pevec, tako da radijski voditelj, mislim, da je bil nekaj časa še nazaj. Midva sva se zelo dobro tudi z Matevžem ujela, sinom od Nuše, tako da sproščen, se vidi, da ima po mami to, da je to že ne, doma v družini, tako da to se takoj vidi, ker je iskren, tak kot je in tak je tudi na odru. In ogromno delamo, tako da tudi on bi bil zanimiv gost. Hvala. Vidva imate to glasbeno oddajo na Prva TV. Koliko časa to že imate? Mi to zdaj delamo od lanskega leta, aprila. Aprila smo začeli snemati, potem en mesec po tistem se je začelo pa predvajati. Ne? Tako da je to na Prva TV. To je vsak teden ali kako? To je vsak teden ob četrtkih, ob 20. uri, na YouTube kanalu, na Prva TV spletni strani, pa seveda na televiziji. Sem veš, da ko sem to gledal, sem občutek, da niso vse oddaje na YouTubu. Naše oddaje, plus mladih upov, imamo vse oddaje. Vse so gor. Ja, vse so gor. Dobro, je še cel kup drugih, pa se pol mogoče Mal se pomešane. pomešalo. Ja, drugače pa, če napišeš Puls mladih upov, oddaja Prva TV, mislim, da ti kar vse vrže 12-13 oddaj, zdaj, kar smo jih naredili. Ti da drugo za drugo. Aha, če upišeš Ja, če točno upišeš. Tako. Iz kje pa je ta Prva TV? Ja, mi zdaj smo iz Ljubljane, ne? Tam snemamo tako. Aha. Na katerem kanalu je pa številki najdeš? 507 je zdaj po 507. novem, tako mislim, da je Telemach zdaj 507, 505 je pa A1, ampak najboljše, da si še pogledajo na Instagram, Facebook, pa točno piše. Mislim, da se nisem zmotila, da so to zdaj novi programi. No? Tako da ljudje kar gledajo, dobim feedback, vedno pozitiven, zaradi tega, ker jim je pač všeč, ker je oddaja. Mi damo priložnost neuveljavljenim kvalitetnim glasbenikom. Kje se boš druge v Sloveniji pokazal danes? Danes ni več nikjer možnosti, da kvalitetne neuveljavljene glasbenike bodo nekam še povabili, pa da jim bodo dali možnost, pa da bodo rekli, pridite, pokažite svoje glasbeno ustvarjanje, to nas zanima. Ne, pa se vemo, da danes samo eni in isti glasbeniki kažejo na sceni. Ja, če poznaš koga, pa lahko prideš na Pop TV-ju. Ampak zelo težko, ker pač jaz sem zdaj toliko uprta v to noter, ker jaz vodim to. No, ampak da bi bil direktor, tvoj stric, direktor Pop TV, verjetno bi prišla na Pop TV. Ja, sigurno. Ali pa če enega poznaš, tako da veliko so veze in poznanstva, eni se tudi pritožujejo nad tem, sem jaz pa pravim, nič, moraš sam tudi malo delati na tem, da poznaš ljudi. Sigurno. Jaz vidim ljudi, hodijo na razne zabave, srečanja, ki se jim to niti približno ne da, niti približno v veselje, ampak hodijo zato, ker vejo, da bojo tega imeli neko dolgoročno korist. In jaz sem to premalo delal, sem pa moračmo zdaj primer, sem me pa povabil na lansko let polet v Portorož na neko konferenco odvetnikov, kot za gosta okrogle mize. In tisti, ki je to organiziral, mi je ta prej rekel, da bom jaz plus še dva,
kot influencerja, ne, kao da mal poveva, kako naj te zakoni, če nas kaj haklajo, pa tako naprej. No in pol ta organizator mi je rekel, veš, ali ni hotel noben drug prideti, kaj ti, ne. Pa celo še plačano smo dobili, tako da je bilo celo 300 evrov so nam plačali, ne. Mogoče bi celo tudi za stonje šel, ker razmišljam, tako sem rekel, neč, mogoče pa koga spoznam, ne. Ja. No, in sem res, tam sem Miro Cerarja spoznal in sem ga potem tudi dobil samo podcast, to je bil en prvi takih, ki je bil, rečemo, bil je predsednik vlade, pa nima veze, ali se kdo je za njega ali je proti njemu, pač jaz lahko rečem, jaz sem v svojem podcastu bivšega predsednika vlade in to je bilo zame super, ne, tako da se je splačalo iti, ne, ampak se pravim, jaz bi verjetno šel tudi, če ne bi nič plačali, pa da bi mu še strošek tja iti, rečemo z benzinom, pa tako naprej, ne. Si dobil pa ogromno kontaktov in ne, mogoče takole možnost, da je pa leh te prišel. No, za Miro Cerar je sigurno iz tega, zaradi tega, ko so se tam poznala, prišel. Dober sem pa tudi že kdaj kam šel, ko sem pa rekel, tole je bilo čist brez veze, pa se verjetno ni splačalo, čeprav nikoli ne veš, kdo te je, kje je slišal, pa te bo mogoče čez 3 leta kontaktiral. Sem glih enega mojega, z enim delamo dober posel, pa rekel, ja, jaz sem vas pred 5 letom tam nekje, ko sem na ekonomski fakulteti predaval, ne, videl me, ne, tako da kdaj čez 5 let kaj prav pride, Ja, ne, tako da jaz tako da se s tabo strinjam. to se udeležim, ker res ne veš, kdaj pa kako prav pride, ne, tako da. Ja, tako tudi midva isto hodva. Pa ne glede na vse, ali tako kot si ti rekel, ali pustimo zdaj, ali je plačano, ali tako ali pa drugače, nikoli ne veš, ne, koga spoznaš, kakšen kontakt dobiš, pa je mogoče pol še boljše, ne, vnaprej, ali pa čez 5 let, ne. Ja. Je pa drugač, kako kot glasbenik je težko preživeti v Sloveniji. Sigurno, če nisi v prvi špici. A veš, ni lahko, zato pa potem še delaš druge stvari zraven, ne? Ja, zato pa potem si še v studiu, pa še delaš z drugimi glasbeniki, ne? Meni bi bilo tudi fino, da bi samo pela, ne, pa bila na odru, to bi bilo čudovito. Ampak sem pa spoznala zdaj tudi preko tega, ko vodim, ne, da imam mogoče malo tudi smisel za to, za komunikacijo, ne, ker prej, če mi ne bi bilo treba, ne bi to. Sem šla pa potem na audicijo na Prva TV, mene so poklicali, so me slišali na nastopu in so rekli, Kaja, vidimo, da imaš pač za to občutek, bi prišla pa vodila oddajo, evo. Ne? Iz nastopa, kjer so me slišali, pa tudi to sem potem kasneje ugotovila, ni slabo, pa zdaj spoznavam naprej druge glasbene goste, pa pol razvijaš to komunikacijo, ne, in to sem očitno tak mal človek, da mi je, da rada komuniciram in ja, mi prav pride. Zdaj imamo s Primožem ogromno že prijateljev v glasbi v Sloveniji zdaj, ne, preko te oddaje ogromno, res spoznavam veliko neuveljavljenih, pa tudi znanih. In tudi verjetno tebe nekateri zdaj že kontaktirajo, ja, me kontaktirajo, vidijo, da to imaš in ja, potem tako reče, mi tako smo te pa te, se pa verjetno reče, bi prišli k tebi. Tako, pa bi se predstavili, jaz potem to poslušam, Primož posluša in mi jih potem damo na en termin snemanja, tako da ja, so bili pa vedno vsi zadovoljni, ker mi le malo drugače ponujamo, ne. Pri nas je tako zelo taka ekipa mlada in se vsi dobro med sabo razumemo in imava tudi midva s Primožem tak pristop, da sva profesionalna do drugih,
se drživa točno tistega, kar se prej dogovorimo, in me vedno po vdaji, ko me kdo pokliče od teh gostov, vedno pravi, super, odlično je bilo, najbolj nam je všeč organizacija in vse, ne, ker to nimaš vedno, ne, na drugih televizijah, tako da mi se potrudimo, da se vsi čim bolj dobro počutijo, da se predstavijo v svoji najboljši luči, da so sproščeni, ne? Ker ko si sproščen, pokažeš najboljš tisto, kar znaš. Res, ja. In do zdaj so bili vsi v 13 oddajah, vsi zelo zadovoljni in to mi je največji uspeh. No. Tako da lahko potem tudi vnaprej bilo karkoli, malo s Primožem sicer namen dela tudi podcast, je pa tole zdaj moj prvi podcast, da sem pri tebi. Ja. Tako da, če bova delala, kar si pa želiva, bova povabila tudi te glasbene goste, potem bomo pa tudi mi ubrali eno tako kot zdaj midva temo, pa se bomo pogovarjali. Tako da mislim, da to ljudje radi poznajo. Zanimiva ideja, vidiš, prvi glasbeni podcast. Naprimer, ne? Mislim, da ga še nisem, jaz ga ne poznam. No, tako da, ja. Sloveniji. Imaš kakšne zanimive zgodbe iz tega sveta glasbe? Malo si prej že namignila, da v kakšnem studiu kdo kaj drugega hoče, ne? Imaš kakšne take zanimive zgodbe? Pa, lej, mislim, jaz sem tak človek, ne, da zdaj v neko skrajnost pri meni ne more iti, ker jaz to že prej sem vedno ustavila, že ne, od samega začetka. Tako da pri meni zdaj, da bi imela neke, saj veš, da se vedno kaj dogaja, ne, ali pa na nastopu, ne, ali pa tako v studiu, niso zdaj jaz osebno, da bi imela res neko zgodbo, da bi na mene to nek pečat, da bi to v meni pustili, da ne bi mogla niti, a veš, se več z glasbo ukvarjati in tako, to nikakor ne. Ker sem bila še zmeraj med ljudmi, smo jih znali nekako zbirati, sem imela tudi očeta in mamo vedno zraven, je šel tudi kdaj brat, tako da, lej, mi smo zmeraj delali to tako malo družinsko, in mogoče se je tudi kdo malo od drugih kdaj ustrašil, ne, lahko tako rečem, in ni bilo zdaj nekih incidentov, da bi jaz to, ne, doživljala v tem smislu, ampak ja, saj začutiš takoj človeka, ne, takoj vidiš, kak namen ima, ne. Zdaj, o teh nekih zgodbah ravno ne bi govorila, da ne vem, pa ne, da ne pogrevam ali pa da v tem ne bi si želela, ampak mislim, da je vsak že kdaj kaj doživel neprijetnega. Jaz vedno rečem, tisto, kar je bilo, hvala Bogu, mogoče vse za nekaj dobrega, pa se tam zaključi, pa grem raje v kako drugo zgodbo, ker tukaj definitivno naprej ne bi šlo, ne, a veš, tako da, lej, se pravi, mogoče zdaj manj to doživljam, pa niti ne bi mogla, ker imam Primoža, ne. Ko imaš fanta, ko imaš partnerja v tem, midva le delava skupaj, ne, v studiu, sva skupaj na nastopu in ni tega takih pikantnih, da bi bilo, ne. Tako da ti ne morem zdaj ravno v neki zgodbi govoriti, da se mi je zgodil kaj posebnega. Ne, so pa seveda zadeve. Mislim, veliko slišimo danes takih zgodb, so kakšne mlade punce v željo, da bojo postale glasbenice, ne vem, so nekam hodile, pa tako, kot ste rekla, so bili zraven tudi moški in so potem to malo izkoristili, mogoče tudi pogojevali, če boš pa z mano, ti bom pa ta nastop zrihtal, pa pa tret, ali mogoče tudi kje malo na silo. Kako je pa z drogam pa z alkoholom v tem poslu? Se ne drogiram, ne pijem. Mislim, kako to misliš? Ja, tako, ne vem, če sem nekje en koncert.
Sigurno je prisotno. Verjetno sta že kje imela koncert, ki nista bila samo video, je bil še kdo drug, pa sta verjetno videla, jaz tukaj, ko sem v diskoteko, bi lahko za kjer rekel, da so verjetno kaj vzeli, no, tako da. Sigurno. Sigurno na koncertih, na nastopih je sigurno vedno prisotno, ampak midva delava z bendom, zdaj je to tako, ko lahko sam zbiraš, zbereš ljudi, ki so ti podobni, ne. Tako da v našem bendu Puls, mi delujemo tudi kot bend, imamo odlične fante, glasbenike, midva s Primožem, smo vsi čisti, ne. Je pa zanimivo, ne, kako nekateri glasbeniki lažejo, ne. Ena skupina glasbena, ki je tle pri meni v diskoteki bila, so se ga zmeraj napili, da so mrtvi po tleh padali, ne. Pol je bil pa nekaj intervju z njim, so pa rekli, mi samo vodo pijemo, nobenega alkohola, ne, tako da je tudi, kateri so čisto drugačni, kakor se predstavljajo. Ja, sigurno. To sem jaz videl v živo in me je težko kdo drugače prepričal. Kako ste pa glasbeniki med sabo? Ste vsi skregani, drug čez drugega govorite, ste prijatelji, si pomagate? Kako je? Tako kot sem že prej rekla, jaz spoštujem vsakega, ki se ukvarja z glasbo v Sloveniji. Zdaj sem spoznala ogromno teh glasbenikov in ni z nobenim, nimam nič, da bi karkoli bilo. Imam svoje mnenje lahko, tako kot imaš ti lahko, ne? Ampak s temi, ki sem do zdaj sodelovala, z njimi so bili do mene in jaz do njih smo imeli zelo lep stik. Se opravičujem, ker motem. Čisto kratek bom. Želim ti samo povedati, da takih intervjujev, kakor je ta, bo na mojem YouTube kanalu še veliko. In čisto vsak teden bo nov intervju. Imam že dogovorjeno z veliko zanimivimi gosti, tako da jaz ti predlagam, da si pogledaš tudi vse moje naslednje intervjuje. Če želiš biti preko maila obveščena za te najbolj zanimive intervjuje, ki jih bom imel, v opisu tega videa najdeš link, pa ga klikni in tam spoln obrazec in za tiste najbolj zanimive intervjuje, ne za vse, sem za tiste najbolj zanimive, ti bom poslal mail, da ga slučajno ne pozabiš pogledati. No, vse te zveste gledalce bom pa občasno koga nagradil za kakšno lepo nagrado. Pač nekoga bom izžrebal, da bo dobil kakšno knjigo, majico ali pa kakšno drugo lepo nagrado. To sicer ni nagradna igra, da bom zdaj to kar reklamiral. Vi, ki tole gledate, ste edini, ki veste za to nagrado. In namerno nisem dal tegale obvestila čist na začetku, ampak sem ga dal bolj proti koncu, zato da se boste na to, se pravi na te novice, prijavili samo tisti, ki vas teli intervjuji res zanimajo. Tako da še enkrat, v opisu tega videa imate link, kliknite ga in izpolnite obrazec in enkrat ali pa dvakrat na mesec boste dobili od mene mail o nekem novem zanimivem intervjuju. Da si mogoče, kdaj nad kom malo razočaran. Moram povedati. Kaj slišiš ali kaj? Ne, doživiš. Si ne bi predstavljal, da bo tak, ko ga boš spoznal. To je predvsem, ko delaš takole intervju, ne, tako kot midva zdaj, ko pride v oddajo.
moram povedati, z vsemi je bilo profesionalno, čisto vse v redu, nič. Ampak te pa kdaj tudi kaj preseneti, ne? Se pravi za kamerami. Ne? Je potem majčken drugače, ne? Tista energija, ker rečeš, tole si pa nisem mislila, da bo ravno tako. Ne? Potem pred kamero je pa spet malo drugače. To so te male, ne? Igra. Ja, tako da pa so ravno te, ki bi si najmanj mislil, da bodo, ne? Ki si boš mislil, ki so pred kamero vedno, to, kar sem jaz zdaj v Sloveniji spremljala, ne? Glasbenike je bilo vedno tako, ne? Vse nasmejano in vse to potem za kamero je to malo drugače, ne? Malo drugačna energija, ne? Se že bolj počuti pomembnega ali kako, tako kot si ti rekel, mogoče igra, ne? Pač vsak ima svoje. No, v vsaki panogi je neki kreg, pa konkurenca, pa tako naprej, ne? Ja, normalno. Tudi jaz imam največ hejterjev med popotniki, pa tistem, ki v hribe hodijo, zato ker to predstavljam, ne? Zdaj tisti, ki kuhajo, me ne hejtajo, če bi pa zdaj jaz kuhati začel, pa enkrat se posnel, verjetno bi pa še unem na živce šel. Tako je konkurenca, ne? Ne, mislim, čeprav jaz sem zmeraj zagovarjal, da s konkurenco treba sodelovati, ne? Mi je pa tudi ta moj prijatelj Domen, ki sem mu tudi intervju z njemu povedal, ne, da to glasbeniki se med seboj glih najbolj ne marajo. No, pa tudi sam sem videl tukaj, ki sem jih imel, ne, to so v diskoteki, to so drug čez drugega tako govorili, potem si pa na televizijsko videl, so bili pa ta boljši prijatelji, ne. Pa tudi meni je bil znan, bolj se je nosil. So bili taki, ko sem prvič za njih slišal, pa so se obnašali, kada so Rolling Stonesi, tako da in zato sem tudi s tem mojemu prijatelju Domnu, on enkrat mu je sumenem en drug band slovenski, pa prav, jaz sem mislil, da moramo primerjati z njim, oni so veliko bolj kvalitetni. Sem rekel, ti si pa ta prvi glasbenik v Sloveniji, ki se nimaš za najbolj kvalitetnega, ne. Tako da zanimivo, ne, tega pluvanja drug čez druge, ne, je bilo pri Hrvatih veliko manj. Ampak to zato najbrž, ko so bili večje zvezde, ne, se vidiš, večja zvezda, ko si, manj ti čutiš potrebo, da boš kogarkoli pluval. Ja, po večini je tako, ne, ja. Jaz, mislim, vsi te veliki, ki so bili pri meni, Prljavo kazalište, Parni Valjak, Crvena jabuka, Magazin, Daniela, Ritmo Loko, No, vidiš, Davor se ti- Adolfi. Ti to še bolj veš, ne? Ti si včasih imel svoj klub in ti je še bolj jasno, ne? Si videl v ozadju, kako je zadeva, Ja, ne, potekala. in mi niso nič komplicirali, nikoli, ne. Slovenske so se pa dostikrat najdel, ali je bilo prevroče, ali je bilo premrzlo, ali ni bilo tega, ali ni bilo unga. Vse neke zahteve, ne? Da sem jih mu kar polnka na koncu. Pa ponovadi so tisti najbolj komplicirali, ker so bili bolj niko in ništa. Ne? Tako da to so moji spomini, ampak nikakor, da ne bo kdo mislil, da to vse v isti koš mečem, ne? So bili eni tudi zelo v redu, ne? Lahko sem rečem kapo dol. Zdajle mi na misel pride Adi Smolar. Vili Resnik, čeprav ima kdo kaj čez njega zapovedati, ampak tle do mene je bil izredno fair, najbolj fair, eden izmed najbolj fair od slovenskih glasbenikov. No pa še kdo bi bil, ampak se zdaj ne spomnim, ker je to že, diskoteke že več kot 15 let zaprta, ne, tako da. Sigurno, lej, ti verjamem. Ti si imel takšen pač stik z njimi, ne? Ti si to še bolj začutil in Kaj pa imate, rečemo, slovenski glasbeniki, vas motijo, te balkanski glasbeniki, ki so vam malo konkurenca? Rečemo, v mojem času, ko sem jaz imel diskoteko, je bilo to zelo izrazito in so nas tudi slovenski bendi, so diskoteke, so jim zelo nagajali, če so imeli slovenske bende, ne? Tako da vse sorte načine so naredili, da so nam nagajali, tako da je to še zmeraj prisotno ali... Jaz sem še zmeraj za to, da poslušamo in da damo možnost svojim glasbenikom, slovenskim, ne? Saj smo v Sloveniji, to tudi delamo v naši oddaji, mi damo možnost slovenskim glasbenikom, da se oni predstavijo, zato pojejo tudi vsi v slovenščini in prav je tako.
in to se strinjam, in tudi, da bi se več poslušali slovenske glasbe na slovenskih radijih, zato sem 100%, nimam pa proti nobenem nič. Če nastopajo, je pol že to tako, ne, v Slovencih, je že to tako v nas, pol že radi to poslušamo, pa naj nastopajo, ne, kaj češ? Ej. No, meni gre zelo na živce, da mi eden bo govoril, kaj moram jaz poslušati, ne, in meni tisti ni bilo nič všeč, ker ne vem, tisti zakon, ki je vam prišel, koliko mora biti slovenske muzike na radijih. Ne vem, sem aktual poslušal, ker je bila balkanska muzika in pustite mi poslušati, če hočem to poslušati. Tisti, ki pa hoče veseljaka, ne pa veseljaka posluša, no, tako da jaz pač to gledam tako, no, ampak dobro, iz vidika tega, da bomo Slovenci obstali, kar verjete ne bomo, ajte pa fino, da so taki zakoni, da se saj nekako to... Ja, se tudi jaz to strinjam. Ohran mal slovenski jezik. Čeprav zdaj, kaj je slovenska muzika, ne? A zdaj, če imaš ti komate v angleščini, je to za ta radio velja, da so vrteli slovensko muziko, ali ne velja, da so slovensko muzika? Ja, če poješ v angleščini, to za mene pol ni več slovenska. No, sem si slovenska avtorca, tako da ti zakon, ki je, ki morajo radi neko določene... Ne, potem mora biti slovensko besedilo. A je zakon tako? Jaz mislim, da je to tako, ne, se to je logično. Tako. Drugače pa, no, Tomaž, ko si že prej omenil, ne, za slovenske glasbenike, šele ko sem začela delati to vdajo, jaz sploh pred to vdajo nisem vedela, ker se pač v to nisem toliko poglobila, da obstaja toliko kvalitetne slovenske glasbe. Izvajalcev, ki jih ne moreš nikjer slišati, bendov, dobrih bendov, kvalitetnih, ki delajo dejansko svojo glasbo in to top produkcijo, in jih ni moreš nikjer slišati. Jaz sem jih zasledila, ker sem šla šele se v to poglobiti in potem na YouTube kanalu mi je začel to ven metati, ko sem enega, dva upisala, tako, ali pa na Facebooku, na Instagramu, jaz to prej nisem vedela za te bende, nikoli. Evo, mi imamo 13 oddaj, pa še jih imam zdaj za 10 sigurno naprej, imam že rezervirane termine. Izjemnih glasbenikov, top bendov, ki si jih zavrtim doma na YouTube kanalu. Kaj so ti toliko všeč? Všeč so mi. Všeč mi je glasba, kvalitetna glasba je. Pojdite si pogledati na našo vdajo. Izjemno so komadi, ki res škoda, da se ne vrti več tega na slovenskih radijih, ne, da ne dajo priložnost. Ne, tako da imajo eni tako produkcijo, mislim, top, res dobra, kvalitetna rock slovenska glasba. Ali pa pop, alternativna, pač tukaj ta stil. Tako da, evo, mi jim damo priložnost. Samo jaz imam tukaj pogled, ne, če so oni tako dobri, nekako se bojo že prebili, ne. Ja, vidiš, tudi jaz zdaj kot neki podcaster ne morem zdaj jamrati, zakaj pa mene, ne vem, na Pop TV-ju ne vrtijo ali kaj takega. Moram sam do tega priti, da bom. Če bom tako dober, me bojo že poklicali, ali se bojo neke stvari odpirale. Težko je to, veš. Jaz pa temu pravim tako, ne, naprimer, pri meni je bila tudi taka situacija. Sem imela zelo dobro glasbo, smo imeli zelo dobro ekipo, ki je naredila produkcijo in vse, in pa ne da karkoli hvalim, ampak pač res je narejeno na nekem nivoju. Mogoče še na boljšem kot tisto, kar se posluša trenutno na radiju. Ne? Sej pač lahko tako povem, kot je. Ja, ampak lej, tudi ko smo poklicali kam, ponudili, tudi ko naprimer te že pohvalijo, da je super, pa ne moreš priti noter, ne moreš priti, da se predstaviš v tej oddaji. A veš, to... Ni dovolj samo, da koga poznaš, ne? Vse se to mora eno z drugim poklopiti na koncu. Ne? Če ne bi vsi ti bendi, ki so k nam prišli, mislim, ne bi prišli, ne bi se vemo, da kje bi se pa tako predstavili. Tako da, a veš, da pa zdaj čisto po domače ti povem, jamrajo pa vsi isto. Se pravi, tisti, ki pridejo, enako povedo kot jaz. Se tudi jaz nisem
niti v prvi liniji, kar se glasbe tiče v Sloveniji, ker ne dobiš možnosti, niti nisem tukaj, da bi imela zdaj kak hit in podobno, ampak ustvarjam v glasbi in jaz vem, da mi kvalitetno ustvarjamo in zato mi zdaj delamo to oddajo in marsikdo od teh neuveljavljenih mi da prav, ker tudi oni to povejo, nimamo se kje pokazati, ne moramo nikamor iti, kje bomo šli v Sloveniji, a veš, kam boš lahko poslal svoj komad, da te bojo jutri na radijski postaji, da te bojo vrteli. Nikjer ne, vrtijo vse drugo ali pa vrtijo 30 let stare komade, pa govorijo hiti, novi hiti. No, jaz mislim, da se vse da. Poznam en band, sicer to je zdaj 30 let nazaj, oni so imeli zorganizirano, da so ljudje klicali po radijih za glasbeno željo za njihove komade. In so rekli, da to jim je bila najboljša reklama, kar so si lahko naredili. Čist na pocen način. Pač imeli so 20 ljudi, ki so tu klicali, pa ni en zmeren zdaj klical na en radio, ne, so tu malo rotirali, ampak to je bilo vse zorganizirano. Pa bilo to ne 30 let nazaj, sigurno je bilo, ker sem jim še jaz zrihtal na enem radiju, da je bil njihov komad pesem tedna ali nekako tako se je imenovalo. Ja, takrat je bilo še to pol, pa so klicali, ne, tako kot zdaj. Nisem klicali. Ja, zmeraj je bilo. Ljudje so klicali, dejte boste kaj dal. Veš, pred 10 letom, ne, se takrat so glih kasete počasi ven šle, no, oziroma kaset takrat že ni bilo več. Ampak takrat nisi mogel kar komad dobiti iz interneta dol potegniti ali pa na YouTube iti, ne. Tako da si kdaj na radiju, ja, šliš, jaz vem kdaj, ko sem bil jaz 20 star, sem bil kakšen tak dober komad, ne, in sem skozi radio poslušal, če se bo zavrtel, ker ga nisem nikjer na nobeni kaseti, na nobenem CD-ju posnetega, ne, ko so pa CD-ji ven prišli, ne, tisti, da si pol tudi CD nabavil, je bilo to pa na začetku res drago, ker so bili te pekači ful dragi, vse je bilo tako, da je bila to čist neka druga zadeva, kaj danes. Malo sem tudi pogledal tvoje socialne omrežje, pa vidim, da nisi ki hudo aktivna, kot glasbenica, po mojem bi mogla biti. Kako to misliš hudo aktivna? Da objavljaš, ne? Ja, da objavljaš, ja, rečemo na Facebooku imaš zelo malo objav, na Instagrama sploh najdu nisem. Je Kaja Puls. Ja, no, jaz sem po imenu pa priimku. Se pravi PULZZ. Ja. Preprosto to. Čisto iskreno objavljam takrat, ko imam kaj zapovedati ljudem. Ne bom objavljala od vsega dneva, ne vem, a veš, ker če sem glasbenica, bom objavljala o glasbi. Sam včasih nekaj drugega objavlja in to, ampak ko se mi pa v glasbi ali pa v tem, da imamo kakšno pesem ali pa da imamo novo oddajo, to pa z veseljem delim naprej in to tudi delim naprej. Mislim, da se tudi, če pogledaš na Instagram, jaz sem bolj dejavna na Instagramu. No, to pa nisem na Instagramu sem bolj dejavna, se pravi Kaja Puls ali pa Puls Music, to imamo s Primožem, in tam objavljamo čisto vse, kar se nam dogaja. Na YouTube kanalu imamo gor pa pač pesmi live, v živo, ne vem, koliko si pač si pogledal. Kar se Facebooka tiče, zelo, zelo redko, da kaj gor objavljam. Moja, se pravi poslušalci, pa te, ki me spremljajo, so največ na Instagramu, na tem kanalu in tukaj res redno objavim gor stvari. In imam točno vse razdeljeno tudi za oddaje, za vsako posebej, tako da si moraš Instagram pogledati. Tam imam veliko več. Facebook uporabljam tudi tam, ker pač ga moram imeti. Meni iskreno Instagram boljši. Imam tisto direktno preko storijev, kontakt z ljudmi, ki me spremljajo. Samo v socialnem omrežjem si lahko narediš zelo dobro prepoznavnost. Sigurno. Ker rečemo, jaz mislim, da je en prvih to začel delati ravno ta skupina Kalipsa, ki se s tem Domnom poznam. Tudi jaz sem ga to zmeraj silil, sem rekel, dej, to bo, no, in zdaj to svojo punco Tjašo, to
mislim, naredita take utrinke iz koncerta, ta Tjaša snema in pol zmontira. In je to res dobro, in ko vidiš to na Facebooku ali pa kje druge, ne, si verjeten rečeš, ja, tukaj je pa res fino. Velik dela, velik nastopa, ne? Tako v tem smislu. No, tudi to, pa ljudi, ki je velik, pa vidiš, da se dobro imajo, in potem verjeten nekoga prepriča, ne, da gre, tudi Domen je rekel, ne, da od takrat, ko je to začel delati, da ima več povpraševanja. Pa tudi zdaj vidim, da so tudi drugi bendi začeli delati kakšen let nazaj po točno istem sistemu, kot sta one dva delata. Ne? In to sta bila pa sigurno one dva ta prva, ker mislim, skoraj prepričan sem, no, ker bi to opazil. To je eden od sistemov, ne, sigurno. Jaz, da sem na Instagramu največ ljudi dobila, da so me začeli spremljati, ko sem bila v Švici. Kar sem dala gor, da sem se doma posnela, da sem nekaj odpela, minutko, samo minutko, ali pa ne vem, govorim zdaj 30 sekund, tam sem dobila največ poslušalcev. Ne morem jih toliko v Sloveniji veliko dobiti. Ne vem, ali je to zaradi lokacije ali česa, ko objaviš, da si v Švici. Ja, malo moraš tudi ustrajati, pa tako naprej. Ne? To je napačno mnenje, ljudi mislijo, jaz bom zdaj šel pa na Instagram ali pa YouTube ali pa Facebook ali pa TikTok, pa bo kar takoj me bo ful ljudje začeli spremljati. Sigurno, to razumem. Ne gre, tu te morajo najprej malo spoznati, pa tako naprej, in to se šele pol enkrat, bom rekel, je neka prelomna točka, ne. Pa moraš tudi skozi razmišljati, kaj boš dal, da bo zanimivo, kako boš dal, ne. Sigurno. Je pa rečemo, ne vem, no, tole Špelo Grošelj malo spremljam, ne, in jaz mislim, da bi že vsi pozabili, če ne bi imela tako močnega Instagram profila. Ampak zakaj? Ja, zato, ker se ni tako aktivna, jaz bi jo pozabil, da obstaja. Sicer jaz glizano vem, zato, ker tudi Atomik Harmonik je tukaj bil, ki je še ona bila, no, tudi če zaradi nekih drugih stvari si jih zapomnim, ker smo jih imeli, mi smo imeli kot diskoteka eno vdajo na radiju, pa vem, pa se spomnim, da me je DJ stokrat klical, da to nočejo, tretjo nočejo, pa to komplicirajo, pa 5 komplicirajo. Tako da pa pač glih zato, ker ima toliko sledilcev, jo spremljam, ne, čeprav me mogoče to malo manj zanima, ne, ampak me z tega vidika, jaz mrskoga spremljam, ker vidim, da dobro dela na Instagramu in se rečem, mogoče se lahko z tega kaj naučim, ne, mislim, in ona to dela dobro, moramo priznati, in jaz sploh nisem vedel, da ona še, da se z glasbo še ukvarja, ker je menda pred kratkim neko pesem izdala. Jaz to nisem nikjer druge slišal, razen pri njej na storijih pa teh zadevah. Ne, tako da. Ne, pri meni je tako, jaz nisem influencer, niti ne želim biti. Ne, se ni to, da si influencer, to je pač ti si glasbenica. Jaz sem glasbenica, tako. In pač ne bom objavljala, pač pri meni je tako. Če bom imela neko kosilo, bom zdaj to objavila, slikala in ne vem kaj. To sem včasih delala, to je šlo skozi. Pa sem se pa nekako odločila, da če bom, je to samo glasba, se pravi pesem, da objavim slike, objavim sliko iz, ne vem, koncerta, iz nastopa, objavim slike iz oddaje in to. Za enkrat mi je to prioriteta. Ne, tako da jaz... No, ampak objavljaš to je bil moje vprašanje, ker nisem to najdel, verjeten, da zato nisem najdel, ker nisem toga Instagram profila najdel. Sigurno, da ne. Ja, tako, na Instagramu imam popolnoma vse gor. No, vidiš, kaj delam, vidiš tudi snemanja, vse dogajanje, tako da smo povezani tudi s Prvo TV Instagramom, oni veliko objavljajo, tako da eno z drugim. Ne. Je pa seveda lahko vedno še to boljše, ne, normalno. Tako kot si ti rekel, več objavljaš, bolj si bolj si algoritem in vse, ne, te prej potegne. Pa ljudje te morajo poznati, ne, večkrat, kad te vidijo, se te bojo zapomnili, si tudi
včasih so rekli, da ti eno stvar prodaš, če človek 7krat vidi reklamo. Ne? Zdaj verjeten v času socialnih omrežij, ne, se verjeten ta številka 7 šla na 70 ali pa še večkrat, ne, ker imamo tukaj več vseh sporočil in tako naprej. Ne. Ali pa mene ta psihologija dosti zanima, tako da preberem kakšne knjige, pa tudi malo razmišljam, ne. In rečemo tudi kažem ga politika, ki ti mogoče ni všeč, ampak če bi ga pa ti, ne vem, 5 ur na silo poslušal, bi ti verjetno pa kar že malo bolj všeč ratal, ne. Sploh, če ga na silo. No, mislim na silo, ali pa mislim, boljš bi bilo, če ga ne bi na silo, ampak ne vem, zdaj samo en primer, en znanc ne more videti Janeza Janše, je ultra njegov nasprotnik, ne. On, če ga že vidi na televiziji, že šalta, ne. Je bil pa zdaj Janez Janša na A-ideji, na podcastu gost, ker pa on ta podcast gleda, je pa tudi to pogledal, ne. In mi rekel, prav pa se veš, se Janša ni tako slab, kot sem mislil. Ne, tako da, vidiš, Se je na pravem kanalu pojavil. Ja, ne, mislim... Ja. Mogoče me še zdaj Tomaž kam pokličev nekak drug podcast, ker me vidijo v tvojem. No, vidiš, to je vse plus. Ja, ne, lej, tudi če si na drugih podcastih, tako kot jaz, ko sem podcaster, pa me tudi vabijo, drgam, ne. Lej, tu vsak, ki me povab, sem jaz v očeh ljudi, bolj pomemben in verjeten tudi mislijo, da sem boljši, zato ker sem bil. Ne. In rečemo, ne, moja prva knjiga, ki sem jo napisal, kako do prvih mest v Google. Lej, to so ljudje potem mislili, pripričan sem, da so mislili, ker se je nam ful promet povečal in vse. Preden je bila ta knjiga, so sigurno mislili, da smo slabši na tem področju, kapolka je bila knjiga. In jaz v končni fazi, če ne bi pojmam v tej SEO optimizaciji, ki ti človeku, enemu direktorju, ne vem, knjigo prineseš, ki priješ na razgovor, pa mu je daš za darilo, se on veliko lažje potem za našo firmo odločil, ker je ta je pa knjigo napisal. Ne? Je pa knjigo napisal. In je to potem čist nekaj drugega. Ne? In večkrat te vidijo, bolj si reče, aha, ta je pa pomemben in tudi dober. Tako, ki je ena fora, ki jo ful firme uporabljajo, sicer zdaj eni so že pametni, pa so to ugotovili. Nekatere firme imajo drage stvari, zato ker vejo, da če so ful drage, bojo ljudi rekli, aha, to je pa kvalitetno, kaj drago. Ne, to je bil en primer, v eni knjigi sem prebral, ki je prodajal fitness naprave v Ameriki za $1499, pa mu prodaja dobro ni šla in pol se je on prišel na idejo, da bi on ta isto fitness napravo prodajal za $14,999. Sam zmenil se je, pa z vodstvom, pa s proizvodnjo, da so sam par stvari našvasali še gor, da ni bilo čisto, da se ni dalo primerjati. Ne? In je potem več teh prodal za $14,999, kot za $1,499. Zanimivo, ne? Ne? Tako da dostikrat je tudi kakšna psihologija Sigurno. pomaga. Ja. In mislim, se prodaja, sam psihologija. Glasba je pa tudi neke vrste psihologija. Ti moraš nekaj ljudem ponuditi, ki jim je všeč. Ja, tako, kot jaz moram neki izdelek, storitev ponuditi, ki je ljudem všeč. Glasbeniki morate pa glasbo. Ne? Tako, Ja. Res je. No, pa pojva še mečkan na tvoje življenje v Švici. Kako to, da si šla v Švici, kako je v Švici? Najprej nekaj let bil brat gor, on ti je že povedal, kaj vse je upravljal, ne, in kaj počne. No, potem je pa tudi nekako ni me prepričal, rekel je, da naj probam tudi jaz. Ja. Ne, mogoče mi bo pa všeč, mogoče se pa lahko tudi gor jaz najdem. In jaz sem bila 5 let in sem tudi gor delala. Kaj si pa delala? Delala sem v trgovini, delala sem z ljudmi, imela sem stik z ljudmi,
takoj bila Si se vržena. tudi tako hiter jezika naučila, kabrat, kar On odlično on je govori. pa On odlično poliglot. govori. Ja. On govori odlično. Jaz sem se pa mogla tudi zelo hitro naučiti, najprej jih razumeti, zaradi tega, ker sem dejansko lahko rečem, praktično čez noč bila vržena v to, da sem takoj mogla začeti komunicirati z ljudmi. Pa mislim, da je to na koncu najboljša šola, ti ne? Verjetno, pravi, če te v vodo vržeš, se moraš naučiti plavati. Tako da delala sem z ljudmi takimi in drugačnimi v prodaji in mi je bilo všeč, moram povedati, Švico spoštujem. In zdaj, ko sem se vrnila nazaj po 5 letih v Slovenijo, Slovenija je lepa. Slovenija ne smem nič reči. To je pač država, kjer smo se mi rodili, ne? In nam je domače najbolj, ne? In tle je lepo. Potem pa vidiš, kaj vse, ne? Kje so pomanjkljivosti, ne? In kaj je v Švici tisto, kar je dejansko res boljše, kot je tukaj. Ne? Nikakor se ne morem še zdaj ne navaditi, če ti čist tak praktičen primer povem, vozniki na cesti, ne, je tam veliko bolj kulturno, red, točno veš, kje, kaj, koliko moreš voziti. Tukaj se nikakor na to ne morem navaditi, evo, še zdaj ne po 2 letih, pa par mesecev. Mislim, da se to nikoli ne bom mogla, pa ne. Sem bila 5 let, naprimer, v Švici gor, bi vsak rekel, joj, se to gre hitro ti iz glave, ne? Ne gre. Ne gre, ker je tam gor tako vse striktno, ne, more biti, se pravi, po nekih pravilih, pač, če se tega ne držiš, točno veš, kaj te čaka, no tukaj pa tega ni, nažalost. Ja, pa so sploh kakšne kontrole v Švici, policijske? Seveda so. Ker rečemo, ne vem, v Nemčiji me ni še nikoli policija ustavila. Dobro, se nisem bil tako velikat, ampak dobro, tle na Balkanu me pa non-stop ustavljajo, tako da imam občutek, da tam v Nemčiji se lahko tudi en let pijen vozil, pa te ne bi nikoli ustavili. No, enkrat, ko bi te, verjemi, no, da bi pa vem, da bi vse za nazaj. Ampak tako. Ni teh kontrol, pa glede na to, da je veliko Balkancev tudi gor, pa tako naprej, se čudem, kako to tak red držijo. Ampak Tomaž, je spet Nemčija drugače kot Švica, ne? Ja. Veliko drugače. Ne? Tudi Nemčija ni tisto, kot je bilo včasih, ne? Tako kot so rekli. Ja. Švica je še zmeraj toliko in toliko stopničk, to je tretji svet, itak čist drugačen sistem, se o tem ti je več govoril moj brat, ampak ja, so ene zadeve, ki si jih nikakor tukaj ne morem, da mi pridejo nazaj, ne, da se jih navadim. Vem pa, kaj bi zdaj bilo tvoje vprašanje, če bi se vrnila nazaj. Nikoli ne reci nikoli. Ne, nisem to vprašanje. Ne, ravno zaradi tega. Ne moram se enih zadev navaditi v Sloveniji, pa vem, kaj bi zdaj nekdo rekel, pa 5 pa nazaj. Ne, meni je tle lepo. Jaz želim tle ustvarjati, pa to je moj dom, tle sem se rodila. Ampak, ko vidiš, kaj je pa v odzuni, sploh v eni Švici, kakšna pravila so, kako se vsi tega držijo, žal, pač lahko povem razliko, takšna kot je, ne? In to je res. A veš? Tako da tudi ko prideš na banko, je čist drugače. Ne? Ko prideš, ne vem, v neko ustanovo. Kaj je v banki drugače? Ja, naprimer, tudi ko delajo, se pravi, bankiri tam, ki so, ne? Mi rečemo, tako, ko prideš na šalter, pa potem, a veš, kako oni do tebe kulturno se obnašajo, a veš, pa dela po 7-8 ur, isto kot tukaj, ampak je na koncu prijazen, ni noben problema, veš, da ti pomaga. Tukaj je vedno nek problem, pa vedno nekomu ni prav, pa če pokličeš po telefonu, pa ne. So slabe volje. Pa veš, vsi so slabe volje in to, ne. In to me edino v teh 2 letih, če ti iskreno povem, me te zadeve pa ful motijo. In ne vem, če se bom kdaj lahko to čist na to nazaj navadila, ker očitno je tam ta red bil, mi dva z bratom sva se to držala, on se še zdaj drži in to ostane v tebi. Pač preprosto, ne? Mi smo taki, očitno mi dva sva taka, da se tega drživa
In to je to. Pa tudi to, ko si prej rekel, da noben ni v Nemčiji ustavil, v Nemčiji je spet druga zgodba, v Švici pa jaz sem bila na poti in zjutraj, ko sem šla na delo, sem se pol ure peljala, in popoldne ali pa zvečer. Jaz sem se prevozila ogromno v Švici, več kot v Sloveniji prej. In vem, koliko je kontrole, pa kako kontrolirajo, kaj kontrolirajo. Je veliko. Ogromno je kontrole in prav je tako. In prav je tako. In vsi vejo, ko vidijo policaje, vsi vejo, ali pa ljudi, ki te kontrolirajo, kultura je, ko te ustavi, je moja kultura do njega, da sem kulturna, da delam in se pravi tisto, kar on želi od mene, da izvedem in to. V Sloveniji tega sigurno ni. Pa tudi od druge strani, z druge strani policajev do samih voznikov. No, to kakor kdo. Čeprav moram reči, da zadnje čase, kar me je policija ustavila, so bili vsi normalni. Verjamem. Je pa seveda, zdaj nekdo pa pravi, da je bil tečen. Če mu ti že rečeš, zakaj smo pa ustavil, pol logično, da to ne bo prijazen. Tako da imaš tudi take... No, drugače pa, ko si banke omenila, veš, da mi ni jasno v teh slovenskih bankah, zakaj nimajo ono, da ko prideš, pritisneš, dobiš številko in se usedeš, pa čakaš, in moraš tam v vrst čakati. Pa je še lahko čakamo, pride 70 let star človek, pa mora tam v vrsti stati. To pa ne razumem. V Švici kamorkoli prideš. Tu verjetno ta sistem ne more 10.000 evrov koštati, pa si tu pa ne zmake. Pa ne samo v Švici, tu sem jaz v Turčiji že pred 20 letom videl. Bi verjela. Tako da to res ne moreš verjeti, zakaj to ne zrihtajo. Se pravi, tam dobiš točno svojo številko, se usedeš, počakaš. In lepo staneš. Greš, tega ni tukaj normalno, pa so pa vsi slabe volje, vrste so dolge. Je še kaj tazga, ki ti je, tako bom rekel, kad se takoj spomniš, da ti je veliko bolj všeč v Švici, kot v Sloveniji? Zdaj, to, kar sem ti omenila, pa mislim, da to je najbolj pomembno. Zdaj ti bom pa čisto povedala, delati je treba pa tukaj ali pa tam. Vse posod je treba delati, za sebe se boriti. Tudi v Švici ni tako, da ti povem, da bi zdaj prišla tja, pa da bi rekla, jaz bom pa pela, jaz bi bila pa pevka, glasbenica. Tudi tam moraš imeti nek stik, mogoče nekoga poznati, kjerkoli že si, moraš imeti ali nekoga poznanega, nekako najdeti način, da prideš nekam, da nastopaš. Tudi v Švici ni lahko, tako da, meni je ogromno dala Švica, da sem se marsikaj take zadeve osnovne, ki so zelo pomembne, naučila, da imam kulturo osnovno, in to je, mislim, da ogromno. Če bi se vrnila, bi se vrnila, tudi bi se, to nisem nikoli rekla, da popolnoma 100% ne. Ampak zaenkrat s Primožem tukaj ustvarjava v Sloveniji, bomo videli, kako bo. Jaz nič ne načrtujem, da to mora biti ne vem kako zdaj na veliko, pa da bomo mi ne vem kakšne zvezde in podobno, ne. Mi delamo, ustvarjamo v svoji tej zgodbi in mislim, da je to najbolj pomembno. Škoda se kaj sekirati, da želiš biti ne vem kje visoko, pa imeti tisti en hit, ga ne rabim. Jaz delam na ta način v glasbi, če pa Bog daj priložnost, da je pa hvala Bogu. Zagrabiš priložnost in greš za tem. Če malo ne riskiraš, ne moreš vedeti. Ti imaš dobro tam gor napisano, vse se da, če se hoče. Verjameš v to? Ja, to sigurno. Fino. Vse mi je tudi v Švici uspelo. Sem tudi bila zelo v redu na delu, so bili vedno z mano zadovoljni. To je pol tisto, kultura v tebi, kakšen si človek. Če ne funkcionirala normalno, itak ne bi gor niti 5 let zdržala. No, to sem te hotel vprašati. Kako je pa glede dela, tako kot si v trgovini delala? Moraš v Švici bolj delati ali v Sloveniji bolj delati? Vse povsod je isto. Jaz mislim, da je vse povsod isto.
Pa ni Če mene misliš v vprašaš. Švici bolj red, pa tako naprej? Sigurno je red, tudi v samih trgovinah, tudi med delavci se točno ve, kdo je glavni, ne? Kdo kaj dela. Sigurno, ne vem pa, kako je v trgovinah v Sloveniji. To ti ne morem reči, ampak kar pač vidim, ko grem kdaj v kakšno trgovino ali pa tako, sigurno je sistem drugačen dela. Moraš delati pa isto tukaj, v Nemčiji, v Švici, v Ameriki. Jaz mislim, da se moraš vse posod isto boriti. No? Danes ni nekje, da ti bo kar nekdo, a veš, tudi v Švici, ko prideš, kar neče, oj, super, Kaja, pridi, ne? Ti damo takoj delo. Smo se mogli tudi boriti za to, ne? Da smo... Ampak zdaj, če razmišljam v Sloveniji v trgovini, ne, bi rekel, da najbolj ga, po domače povedano, da bojo pač gledalci razumeli, da najbolj ga najebejo v Lidlu pa Hoferju. Sigurno. Takole, ko gledam, Tam je na maso, masovno, ne? Ne, Tam... blagajna, čim ni več guža, ta blagajna že gre nekaj drugega delati, pa tako naprej. Tako. Kar hitijo, imajo tu vse en tak sistem. Dobro, se Špar je pa avstrijski ali nemški, se jaz ne vem. Ampak Mislim, da je avstrijski. Ampak Ja. ni v Šparu takega tempa, po mojem, kot je v Lidlu pa Sigurno ne. Hofru. No, mislim, da je v Mercatorju vse malo lažje kot v Lidlu pa Hofru. Tako jaz mislim, pa nočem komu delati kakšne krivice, ne delač od tega, ne, ampak tam v Hofru pa Lidlu tam pa res imam občutek, da Je natempirano, ja. natempirano, ne. Pa je vse posod isto, veš, in v Švici isto. Verjamem. Se točno vidi, ne? Ko prideš v Aldi, Lidl imajo oni nimajo Hofer, to vem, je ja. spet malo drugače, kot naprimer, če prideš k njim v Kop, je približen stil, kot naprimer Mercator pri nas, ne? Dener je podobno kot Tuš pri nas, ne? Tako da, tako kot ti praviš, je malo bolj umerjeno, ne? Tam se pa kar nekam hiti, ja? Je. Je pa kakšna stvar, ki ti v Sloveniji bolj všeč kot v Švici? Pa ja, pa tle imam, mislim, veš kaj je, jaz sem taka, ne, tle imam svojo družino, ne. No, tu Ja. smo te, Okej. družina, tu Aha, seveda tako, vsak, kaj ampak je. kako, ne vem, imamo po Sloveniji, ki je bolj spoštivano kot v Švici. Veš, da to bi mogla kar malo razmisliti. Pol verjeten, da ni veliko stvari. Dej, čekaj, daj me še enkrat na podcast čez en teden. To boš povedala. Ja. Ne vem. Kaj pa si kaj okoli hodila po hribih, pa take zadeve, kot to je v Švici ful lepo, ne? Prelepa narava. Midva sva z bratom ogromno okrog se vozila, potovala. Veliko sem tudi sama, pač ker sem se mogla, se prav tako, ne, normalno. Sem pa jaz tudi tak človek, da rada vsak dan imam, da hodim. Prej sem bolj tekla, sem imela bolj tek in je res v Švici mi je bilo to idealno. Grem vsak dan ven, hodim, mislim, narava, potke, poti, res, ali za kolesarje. Imajo točno razdelano, kdo kje se lahko vozi ali pa hodi, ne, se pravi peš poti in to. Izjemno, res super. Narava jim je, v Sloveniji je zelo lepo, ampak Švica je pa fenomenalna, kar se tega tiče, res noro, kakšna narava. Res. Tudi trava se mi zdi bolj zelena. Ja. Ne vem. No, jaz sem v Švici sicer bil enkrat pred 25 letem ali pa še več, ampak šel sem na neki sejem, sem šel v Cirih, se mi zdi. Ampak takrat nisem nič gledal, ne. Vidim pa na Instagramu se doskrat kaj lepega iz Švice pojav, ne, in si rečem, wow, kaj lepo. Ampak da ti dejansko povem, neko pravijo kdaj, to je Instagram, to je pa realnost. Ampak tisto, kar v Švici posnameš, ne, je dejansko tako, kot oni prikažejo. Pustimo zdaj tiste mal filtre in to, ampak to je dejansko res je, no to lahko tudi pri meni na Instagramu vidiš. Mi smo ogromno z bratom okrog hodila, tako da vidiš lahko lej naravo, izjemna je in si lahko pri meni pogledaš isto, sem ogromno objavljala, tudi takrat. Tako da ja, to se strinjam, naravo imajo čudovito, ja, res je.
Greva še malo na tvoje hobije, imaš še kakšen drug hobi poleg glasbe? Poleg glasbe pač to, da rada hodim, da sem aktivna, da bi pa zdaj kaj posebno drugega delala, to ne, sem cel dan v glasbi. Glava mi je v tem. Če ne razmišljam na to, koga pokličem za oddajo, pa potem ali kaj vadimo z bendom, s Primožem, pač če ne gremo glih špilat in podobno, da nisva kaj druga zaposlena, sem 100% v tem. Pa seveda to, kar sem prej rekla, da tečem, hodim, rekreacija. Koncerte imata tudi po noč verjeten, ne? Ja, tako. Pa te to rečemo nočen življenje je malo težji, pol 2 dni rabiš, da prideš sep. Ja, sigurno, te to že kaj mot, ali te še ne. Veš kaj, jaz sem bila prej v Švici skozi navajena, da greš prej spat, ker začneš toliko zgodaj zjutraj, ne? In mi je bilo to malo na začetku prve pol leta, ker čudno se malo navaditi. Ampak mi nekako ne predstavlja za nekega hudega problema, je pa Primož bolj nočen tip človeka. Ja. On tudi po noč bolj v studiu tako dela, zvok, ker ima bolj mir in to jaz po noč rajš spim. No. Ampak ja, če pa so koncerti ali pa špili in tako podobno, kaj češ, takrat delaš, ko moraš, ne? Se sem se za to odločila. Sem je zase do enega 35 leta, sem kar dobro to nočno življenje prenašal, pol se pa to... Pa čutiš, pol sem bil pa 3 dni gotov, ne? In zdaj sem pa še več, ne? Zdaj tudi če grem ob 2 zjutraj spat, pa nič ne spijem, nič se pol kar nekaj čuden zbudim. Ja, ti verjamem. Tako da jaz pravim tisti, ki imajo nočne šihte, ne, pa ne samo glasbeniki, tudi policija, ne vem, te vlake vozijo, avtobuse vozijo, ne, ki morajo po noč, mislim, to je tisti dodatek, ki ga imajo za nočno, je siguren premajhen, jaz imam raje veliko manjšo plačo, pa da ne bi bilo treba po noč enako, delati, tudi jaz. Je pa drugač, veš, ko imaš ti adrenalin, pa delaš, na primer, to, v čemer uživaš. To je razlika. To je pa malo drugač, ne, kakor da moram zdaj jaz biti v eni firmi in 7 ur na enem traku po noč, ne. Tist nikakor tudi meni ne bi bilo. Glasba mi je pa, to mi je pa malo adrenalin, malo te tako dvigne. Si pa pol normalno čutiš drug dan, da prideš malo k sebi, to itak. Ampak če nekaj dela z veseljem, mi sploh ni važno, kdaj, po kateri uri. Ja. Kam pa na letni dopust hodita? Na Hrvaško. Lepo. Na Hrvaškem ima teta hišo in to sicer v Pakoštanih, se pravi blizu tam, kjer je Biograd na moru. Tako. In že vrsto let hodimo dol in tam nam pač najbolj paše in tako tudi s Primožem sva zdaj šla, pa tudi če bo vse v redu, bova šla tudi to leto, ne. Če bo pa še več pilo, bo pa še toliko boljš, pa tudi dopusta ne rabim, greš pa takrat, ko imaš fraj, ne. Pakoštane so v Vranskem jezeru, tako tam. Jaz sem bil tukaj, ko sem bil v 4. razredu osnovne šole. Zakaj se spomnim, da je bil to 4. razred? Zato, ker takrat v 4. razredu smo imeli šolo v naravi, smo šli iz šolo na morje, se je pa to križalo, ta šola na naravi, pa to, ko so starši šli. Ne? In mi šola na naravi smo bili v Puli, tam oziroma Puli Tašelera in me je mama, tako da sem bil 6 dni, sem bil tam, pa me je pa mama tja prišla pon, pa so šla v Pakoštane z avtobusom in takrat sem že fotoaparat in imam še eno sliko, ki je ta Vransko jezero, pa ta bila Pakoštane, pa tista hiša, kjer smo noter bili. In sem šel zdaj 3 leta nazaj, sem bil pa glih tam dol in sem jaz iskal tisto hišo, tisto tablo in nikakor nisem mogel najti, tako da se je, sicer je pa to tudi že 45 let nazaj, tako da je težko, ampak so lepi kraji tam. Zelo lepo.
tudi notrajnost noter, na Hrvaškem ljudje ne vejo, da je tudi v notranjosti veliko lepih stvari, ne, tako da, no, tam je še Krka blizu, reka, ne, tako da imaš vse živo, ne. Katera je pa tvoja najljubša knjiga? Bereš kaj? Vse se da, če se hoče, ampak tole sem zdaj začela brati. A ja, in? Pa res, ne hecam se resno, ti, ker si dal bratu, ne? Ja. In sem imela zdaj čas, da tole malo pregledam, ne? Moram ti povedati, da imaš odlične prigode. Prigode so res. Izjemne, tako da Do kje si to pa zdaj prišla? berem. Nič druga, to zdaj berem. Pa veš kaj, tam, kam imaš različne te od Afrike in to mi je bilo zanimivo. Pa tvoja prva punca pa pri 18 izgubil, ne vem kaj. Pri 19. Pri 19, no vidiš, evo, berem. Tako da ne grem po vrsti, grem malo po teh tvojih sklopih. No, si malo pregledujem. To je zdaj trenutno knjiga, ki jo berem. No, bom vesel, če mi boš na koncu neko mnenje napisala, par stavkov. Tako, bom. Kakšni so pa načrti za prihodnost? Ja, zdaj v kratkem, da pač posnamemo te oddaje, da delamo to čim bolj naprej, se pravi oddaje in Puls mladih upov, pa da bi imela s Primožem čim več špilov, akustičnih, ali pa tudi z bendom. Imamo odličen bend, igramo čisto vse vrsti. Kdo pa je še v tem bendu poleg White? Imamo bobnarja, imamo klaviaturista, basista, Primož kitarist in pa jaz pev. In to je ta bend, ki se imenuje Puls. Tako. Tako da mi res imamo več različnih sestavov, lahko je to akustični, lahko je trio, lahko je to pač celoten bend, lahko je duet, se pravim, pod Puls je vse. Imamo glasbeni studio, imamo oddajo, imamo duet in več različnih potem glasbenih sestavov. In potem glede na to, kaj si ljudje zaželijo, na to potem sestavimo mi njihov pač ponudbo. In se prilagodimo. In kje pa največ igrate? Čist odvisno. V špili, koncerti ali kakšni klubi, restauracije. Tako, mislim, da tako kot vsi. Ne? Poroke? Poroko smo tudi imeli, smo tudi ene par porok imeli, tako da drugače pa največ teh špilov ali po kakšnih klubih, restauracijah. Imamo tudi to zvrst muske, no? Več kot 200 komadov v repertoarju. Hiter smo to nekako se naučili, pa čim bolj skupaj dali več različnih stilov glasbenih, tako da imamo kar razgibano, no. Tako da to res bi si želela, če bi si kaj želela, da še več z bendom. Lahko to je malo mogoče težje v Sloveniji, ker vsi vedno bolj ciljajo na duete, ne, ali pa kakšen trio. Mi imamo pa res ful dobro kvalitetno. Zato, ker je najbolj cenejše, zakaj misliš? Tako, ja, sigurno, zaradi tega, ne, cena je vedno tukaj pri povpraševanju normalno pomembna, ampak bi si pa želela, da je več, kar se benda tiče, še več povpraševanja, ker to lahko vidite tudi pri nas na YouTubeu, Puls Music, imamo sklope različne iz live koncertov, si greste lahko pogledat in bi bili res zelo veseli, če bi več igrali kot bend. Sva zelo vesela, če nastopava kot duet, ampak še več bi mi bilo kot bend, ker pač imamo res dobro glasbo in izvajamo to res kvalitetno. No. Si pa lahko vse pogledate. Jaz sem bil na enem rojstnem dnevu, ki ga ima en prijatelj pred 2 meseci in je bil tudi en bend in je to zelo pomembno za vzdušje, kakšna je glasba. Tako da te so bili dobri in je bil tudi vzdušje dobro. Sicer potem jih malo domov modilo, ne vem zakaj, kako so bili zmenjeni, ne mi bi še bili, ampak tako da sem sam sebe presenetil, ko nisem več neki nočni tič ali pa da bi mi je bolj muka, če me kdo kam povab, ne. Ampak tle mi je bilo pa res dobro. Pa lahko rečem, da je velik vpliv mu ta bend, ker sigurno. So imeli dober repertoar, pa tako vzdušje, je bilo v redu. Je dosti pomembno. Inač kaj, to je to, kar sem te jaz hotel vprašati.
Jaz ti želim veliko uspeha na tvoji vajni poti s Primožem, čim več koncertov, Ja. čim več zanimivih oddaj. Hvala lepa, jaz tudi tebi, Tomaž, želim vse dobro. Hvala. Pa zdaj potovanje, ki si ga zadal, Ja. da to odlično upraviš, pa seveda vse nadaljno tudi naprej, pa čim več odličnih podcastov. Mi je bilo veselje, no, da sem s tabo lahko se malo pogovorila. Enako. Prvi podcast moj, upam, da ne zadnji. Tako da, upam, da se še kje vidimo kdaj na kakšnem špilu. Prideš poslušati. Ja, če boš imela kje podnev, pa kje tle okolica treba, ga bom pa prišel. Ti bom, sam me moraš na Nočni Instagramu tič pa začeti nisem, ker to sem pa kdaj komu obljubil, da sem kam šel. In jaz ratam zaspan, ob 10 ratam zaspan in pol ne morem. Ti verjamem. In ne morem. Težko te pol kaj animirane, tudi, da dobiš ja, ker če si zanimanje, si zaspan, ne, tako da in sem mi pol zmržal, pa zakaj sem se, pol pa še neka dolga pot domov, pa sem še med vožnjo zaspan. Verjamem Pa ti, tako ja. naprej, ne, Se tako da, če bi me to pred 30 letom rekla, bi rekel, ja, povej, kje si, ni problema, pridem tudi v Mursko Soboto, če treba, ne. Zdaj pa pač situacija malo drugačna, ta kondicija žurerska šla malo ven iz mene, ne. Pa dobro, mogoče pa kdaj, če bo možnost, da prideš, bomo zelo veseli, pa se še tam potem vidimo, ne, kakšno rečemo. Super. Redo, hvala ti. Dragi gledalci, hvala, ker ste tole pogledali do konca. Všečkajte, napišite kakšen komentar, naročite se na moj kanal, pa seveda pejte tudi od Kaje pogledati vsa socialna omrežja, YouTube, Instagram, pa se naročite. Adijo. Tisočen obraz ljubezen ima, a tvojega se ne prepozna. Srce moje nežno kliče te, za malo nežnosti dalo bi vse. Vsaka ženska močna in odločna je, ne odstopa sama od sebe. Zakaj sem jaz, zakaj ravno jaz, tako sem nora na tebe. Zapeli me, zapeli me, mi roko podaj, objemi me zdaj, to naj bo raj. Zapeli me, ne vprašaj zakaj, se čustvom predaj, ne gledaš nazaj. Zapeli me, tvoj pogled kakor ogenj je, vedno bolj k tebi vleče me. Goreče ljubim te, počila kri mi brez, zapeli me. Vsaka ženska močna in odločna je, ne odstopa kar sama od sebe. Zakaj sem jaz, zakaj ravno jaz, tako sem nora na tebe. Zapeli me, zapeli me, mi roko podaj, objemi me zdaj, to naj bo raj. Zapeli me, zapeli me, ne vprašaj zakaj, se čustvom predaj, ne gledaš nazaj. Zapeli me, zapeli me, ne vprašaj zakaj, se čustvom predaj, ne gledaš nazaj. Zapeli me.